Spoštovane in spoštovani, lepo dobrodošli na drugi zagovornikovi okrogli mizi, tokrat o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spola, spolne identitete in pravnega priznanja spola. Za začetek dajem besedo predstojniku zagovornika Mihi Lobniku. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, pozdravljeni na naši okrogli mizi. Vesel sem, da smo se danes zbrali, da bi spregovorili o eni od občutljivih tematik, ki jih zagovornik načela enakosti obravnava v enem od svojih posebnih poročil. Dovolite, da na začetku predstavim na kratko našo institucijo. Od leta 2016 v Sloveniji velja Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki definira naloge te institucije, ki se ukvarja z diskriminacijo, kot tudi okvirje pravnega varstva pred diskriminacijo. Naša institucija svetuje in informira ljudi, kadar se na njo obrnejo v zvezi s situacijami, ki jih razumejo kot diskriminacijo oziroma neenakopraven položaj. Lahko pa tudi takšne situacije prijavijo in takrat pri nas teče postopek ugotavljanja individualne konkretne diskriminacije. Tako z ugotovitveno odločbo, bodisi potrdimo, da je šlo za kršitev zakona, bodisi to ovržemo. Gledamo pa tudi zakonodajo, saj so razlogi za diskriminacijo ljudi včasih strukturni, v smislu, da jo povzročajo že predpisi in ne delovanje kakšnih posameznikov ali pravnih oseb in institucij. Takrat opravimo pravno analizo posameznih veljavnih predpisov, v kateri ocenimo in utemeljimo, zakaj menimo, da te predpisi povzročajo diskriminacijo. V teh primerih priporočimo njihovo spremembo ali pa predpis z zahtevo za presojo ustavnosti predamo Ustavnemu sodišču, ki je edino pristojno v Republiki Sloveniji za vrednotenje predpisov. Poleg tega se soočamo z veliko primeri, katerih razsežnosti diskriminacije, torej osebne značilnosti, ki so povod za njih, v družbi predstavljajo določen tabu, stigmo in tudi določene predsodke. Zato se o njih malo ali pa ne prav dobro govori in tem področjem še posebej posvečamo še posebno pozornost. Tako pripravljamo posebna poročila. V zadnjih letih smo pripravili 4 in eno od njih je prav to, o katerem bo tekla današnja okrogla miza, torej o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spola in pravnega priznanja spola. Kolegica Nina Prišlenkova bo predstavila ključne ugotovitve in priporočila, ki smo jih pred dobrim letom izdali. Kolegica Jelena Aleksič pa bo vodila okroglo mizo z predstavniki različnih inštitucij, kjer se bomo seznanili z razvojem na tem področju oziroma z tem, kam smo z priporočili do sedaj prišli. Pozdravljam vse predstavnike in predstavnice nevladnih organizacij, ki so z nami, in drugo zainteresirano javnost. Dobrodošli na našem dogodku in se zahvaljujem tudi za sodelovanje z mnogimi od vas v času priprave tega posebnega poročila, kot tudi v naslednjih mesecih in letih, ko bo na tem področju potrebno seveda še naprej skrbeti za to, kaj se s tem področjem dogaja, in ste pač nevladniki pomemben vir informacij in izkušnje ranljivih skupin. Dobrodošli in še obvestilo, to snemamo, zato da bo dostopno na spletu. Zato smo tudi prej videli tisto filmsko napravo. Dobrodošli še enkrat in Nina, prosim, izvoli. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Moja naloga je, da danes na kratko predstavim posebno poročilo o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola s poudarkom na priporočilih. Pa naj začnem mogoče kar s terminologijo. Izraz transspolnost se v skladu z definicijo Sveta Evrope uporablja kot krovni izraz za poimenovanje spolnih identitet ljudi, pri katerih je spolna identiteta drugačna od prevladujočih predstav in pričakovanj družbe o spolu, ki je bil tem osebam pripisan ob rojstvu. Transspolni ljudje
se v skladu z to definicijo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, ne poistovetijo, saj ne odraža njihove spolne identitete. In to neskladje, ki lahko povzroča nelagodje, psihološke stiske in tudi težave v duševnem zdravju, lahko odpravijo z medicinskimi posegi in oziroma ali spremembo podatka o imenu in spolu v osebnih dokumentih. Po podatkih znanstvene študije iz leta 2020 se od 0,3 do 0,5% populacije samo opredeljuje za transspolno. Na podlagi te študije bi lahko sklepali, da živi v Sloveniji od 6 do 10 tisoč transspolnih ljudi. Da se mogoče malo osredotočim zopet na posebno poročilo, pa bi rada razkrila namen tega posebnega poročila. In sicer želeli smo predstaviti, kako so urejeni postopki medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola, pa tudi želeli smo predstaviti, kakšna je praksa pristojnih institucij in organov pri izvedbi teh postopkov. Zagovornik je pričel leta 2021 obravnavati vprašanje položaja transspolnih ljudi v medicinskih in upravnih postopkih. In pri tem je bilo za nas ključno vprašanje, kako so transspolni ljudje obravnavani glede na njihovi osebni okoliščini spolne identitete in spolnega izraza. V okviru priprave posebnega poročila je zagovornik izhajal iz informacij, ki jih je pridobil s pregledom stališč mednarodnih organizacij na področju transspolnosti. Med njimi so stališča Evropske unije, Sveta Evrope, Organizacije Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije. Poleg tega pa je opravil tudi pregled strokovnih in znanstvenih gradiv na področju transspolnosti. Pregledal je evropske sodne prakse, Evropskega sodišča človekovih pravic in Sodišča Evropske unije. Pregledal je zakonske ureditve pravic transspolnih ljudi v izbranih evropskih državah in izvedel poizvedbo glede urejanja pravic transspolnih ljudi pri organih za enakost v izbranih državah. Ključno pa je, da je opravil in pripravil analizo prejetih odgovorov na pisne poizvedbe, ki so bile poslane na 127 naslovov različnih institucij, organov, organizacij civilne družbe in posameznikov v Sloveniji. Pri pripravi posebnega poročila smo preučili mnoga stališča mednarodnih organizacij, na primer resolucijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope številka 2048 iz leta 2015, pa tudi druge pomembne dokumente na tem področju, ki jih lahko vidite tudi tule na zaslonu. Pri pripravi posebnega poročila smo na podlagi vseh teh naših raziskovalnih aktivnosti zaznali naslednje ključne izzive pri izvedbi postopkov medicinske potrditve spolne identitete. In ti pa so, da opazili smo potrebo po zagotavljanju nemotenega delovanja interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete. In to sicer v primeru dolgotrajnih odsotnosti njegovih članov, kar sicer bi olajšalo tudi uresničevanje pravice do drugega mnenja po zakonu o pacientovih pravicah. Kot ključni izziv smo identificirali tudi pomanjkanje specialistov za posamezne posege in opazili smo, da je javno nedostopna možnost pregleda slovenskih smernic za postopke medicinske potrditve spolne identitete. Opazili smo neustrezno informiranost zdravstvenega osebja, pa tudi neuporabo pritožbenih postopkov pri zastopnikih pacientovih pravic strani transspolnih ljudi. Na področju pravnega priznanja spola pa smo zaznali naslednje izzive.
da obstajajo različna tolmačenja zakonodaje glede krajevne pristojnosti upravnih enot, da sta spremembi podatkov o spolu in imenu urejeni v dveh ločenih postopkih z različno krajevno pristojnostjo. Zaznali smo različna tolmačenja zakonodaje glede pristojnega zdravnika ali zdravstvene ustanove za izdajo potrdila o tako imenovani spremembi spola, ki bi bilo ustrezno dokazilo v postopku spremembe opisanega podatka o spolu. In obstaja tudi različna tolmačenja glede formulacije, ki jo mora vsebovati tovrstno potrdilo o tako imenovani spremembi spola. In da ni poenotene prakse, ali so osebe v postopku spremembe vpisnega podatka o spolu dolžne plačati takso za vlogo in izdajo odločbe. In nenazadnje ugotovili smo tudi, da le nekatere upravne enote sprejemajo ukrepe za zagotavljanje diskretnosti in zaupnosti postopkov pri spremembi podatka o spolu. Zagovornik je na podlagi dostopnih informacij izoblikoval več priporočil sistemskega značaja, ki so namenjena izvršni veji oblasti in ta pa je pristojna za oblikovanje in izvrševanje politik. Priporočila smo naslovili tudi zdravstvenim ustanovam ter zdravstveni medicinski stroki, ki se neposredno srečujeta s transspolnimi ljudmi. In v nadaljevanju vam bom predstavila priporočila glede medicinske potrditve spolne identitete. Zagovornik priporoča Ministrstvu za zdravje, da ta zagotovi finančna sredstva za ustanovitev nacionalne kontaktne točke z namenom obveščanja o pravicah transspolnih pacientov in posvetovanja strokovnjaki različnih strok z področja postopkov medicinske potrditve spolne identitete. Nadalje priporoča, da ustanovi delovno skupino z namenom priprave nacionalnih smernic za obravnavo pacientov v postopkih medicinske potrditve spolne identitete, v katero naj vključi medicinske in pravne strokovnjake z tega področja, poznavalce varstva človekovih pravic in predstavnike nevladnih organizacij. In pa, da transspolnim ljudem, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, omogoči primerljiv dostop do specialistov, endokrinologov, članov interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, kot imajo drugi ljudje zagotovljen dostop do endokrinološkega zdravljenja. Zagovornik priporoča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje čimprejšnjo ureditev 11. revizije mednarodne klasifikacije bolezni MKB-11. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije priporoča, da ob uveljavitvi 11. revizije mednarodne klasifikacije bolezni MKB-11 zagotovi vsaj tako raven kritja stroškov zdravstvenih posegov pacientov v postopkih medicinske potrditve spolne identitete iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot so bili deležni predtem. Zagovornik priporoča interdisciplinarnemu konziliju za potrditev spolne identitete, da ukrepi svoje aktivnosti na področju informiranja zdravstvenega osebja o problematiki transspolnih ljudi. Pri tem naj po potrebi k sodelovanju povabi strokovnjake, tudi drugih strok in nevladne organizacije, ki delujejo na področju pravic transspolnih ljudi. Zagovornik priporoča Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, da z imenovanjem nadomestnih članov za vsakega izmed specialistov interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete zagotovi nemoteno delovanje konzilija v primeru daljših odsotnosti njegovih članov, kar bi olajšalo tudi uresničevanje pravice do drugega mnenja po zakonu o pacientovih pravicah. Potem pa imamo na drugi strani tudi priporočila glede pravnega priznanja spola. In sicer zagovornik priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
da pripravi celovit zakon o pravnem priznanju spola, v okviru katerega naj vključi naslednje točke. Tako da bo ta zakon zajemal tudi upravni postopek spremembe podatka o spolu in bo ta urejen tako, da zanj ne bo več potrebna izjava zdravstvene ustanove ali zdravnika in bo zadostovala samo opredelitev osebe, ki želi sprožiti postopek pravnega priznanja spola. Postopek pravnega priznanja spola naj se uredi v upravnem postopku. Spremembo imena in spremembo spola v osebnih dokumentih naj se uredi v okviru enega postopka na upravnih enotah, enotnega postopka. In zagotovi naj se ohranitev vseh pridobljenih pravic, vključno s pravicami iz zakonske zveze in starševstva. In ne nazadnje, omogoči naj tudi vpis tretje, nevtralne možnosti pri označevanju spola za transspolne in interspolne ljudi. Zagovornik priporoča Ministrstvu za notranje zadeve, da ta odpravi krajevno pristojnost za postopke pravnega priznanja spola tako, da bodo vlagatelji to lahko urejali na katerikoli upravni enoti in naj o tem izda navodila vsem upravnim enotam. Zagotovi naj, da bo sprememba že vpisanega matičnega dejstva brezplačna in poenotena na vseh upravnih enotah in naj o tem izda navodila vsem upravnim enotam. Zagovornik nenazadnje priporoča Ministrstvu za javno upravo, da javnim uslužbencem na upravnih enotah omogoči usposabljanje o primerni obravnavi transspolnih oseb glede na njihove specifične značilnosti in potrebe. Ob tej točki bi se rada zahvalila za pozornost in predajam besedo kolegici Jeleni Aleksič. Hvala. Torej, lahko začnemo. Dovolite še kratka predstavitev. Jaz sem Jelena Aleksič, kot že povedano, sem vodja oddelka za spremljanje, ozaveščanje in preventivo. V našem oddelku nastane večina teh posebnih poročil, o katerih se danes pogovarjamo. Spoštovani gostji in gosta, hvala, ker ste prišli, sprejeli vabilo, si vzeli čas. Bom še enkrat vas predstavila, predvsem zaradi gledalcev, ki bodo gledali in poslušali posnetek. Torej, z nami je dr. Ivan Eržen, strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dobrodošli. Potem je z nami Helena Valas, vodja sektorja za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dober dan. Na moji desni doktorica Polona Mozetič, sekretarka v kabinetu ministrice na Ministrstvu za notranje zadeve. Dober dan. In Jure Trbič, državni sekretar na Ministrstvu za upravno enoto. Gostje so seveda predstavniki nekaterih institucij, ki jim je zagovornik načela enakosti izdal priporočila. Niso pa to seveda vsa priporočila, o katerih bomo danes govorili, kot ste videli iz predstavitve kolegice Nine. Gostje boste dobili besedo po vrstnem redu, kot si sledijo priporočila. Bi pa rada zdaj na začetku povedala še to, da so odsotnost za danes opravičili predstavniki Ministrstva za zdravje ter vodja in namestnik vodje interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete. K razpravi smo povabili tudi direktorico Univerzitetne psihiatrične klinike, ki se na vabilo ni odzvala. Še eno kratko organizacijsko pojasnilo. Predlagam, da si vzamete približno 10 minut do 10 minut časa za vaše odgovore in pojasnila. Potem pa bomo videli, kako bo še s kakšnimi dodatnimi podvprašanji. Tako da predlagam, da začnemo. Še pred tem pa še dve pojasnili. Ko bomo zaključili okroglo mizo, bomo debato odprli za vse prisotne v občinstvu in predlagam, da svojo željo k razpravi nakažete z dvigom roke, kolega vam bo prinesel mikrofon, se predstavite in potem seveda lahko postavite vprašanje našim gostom ali pa delite z nami vaše razmisleke in komentarje. Druga prošnja, predvsem za nas, ki smo na tej strani, govorimo kar se da razločno in na glas, zaradi tega, ker sta z nami tudi tolmački slovenskega znakovnega jezika, da boste lažje opravili svoje delo. Torej, začnemo.
Začnemo z zdravstvenim vidikom, potem pa prihajamo v ta upravni del. Dr. Ivan Eržen, tamle se bo izpisalo priporočilo zagovornika, ki smo vam ga izdali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Izvolite, beseda je vaša. Kako ste se lotili tega priporočila? Najlepša hvala tudi za povabilo na to okroglo mizo, tako da imam možnost predstaviti pravzaprav širšo problematiko okrog uveljavljanja mednarodne klasifikacije bolezni. Zahvaljujemo se za tako priporočilo in tudi sami bi želeli, da bi bila ta 11. klasifikacija čim prej uveljavi, vendar bo to še kar nekaj časa trajalo. Bom razložil, zakaj. Leta 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija pač zaključila ta proces dodelave te mednarodne klasifikacije, ki je zdaj izjemno obsežna. Samo za informacijo ne povem, da stara desetka, kot mi rečemo, ima okrog 15.000 diagnoz, medtem ko nova jih ima 55.000. Se pravi, to je ogromno dela bilo upravljenega že, seveda v okviru teh delovnih skupin pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ampak sedaj pa čaka nas implementacija. Implementacija se začne s prevajanjem. Mi smo se že dogovorili z Svetovno zdravstveno organizacijo, ki ponuja tudi neko platformo računalniško, tako da bomo lažje to prevajali in smo se dogovorili, da bomo začeli s prevodom. Prevod seveda stane in mi moramo za ta prevod pridobiti sredstva od našega financerja, to je Ministrstvo za zdravje. Upamo, da bomo v naslednjem letu ta sredstva lahko zagotovili. Kljub temu pač bomo začeli z prevajanjem, kolikor lahko pač te postopke speljamo še predno imamo kakšen denar zagotovljen. Računamo, da bo to prevajanje trajalo približno 1 leto, vsaj 1 leto, kolikor imamo izkušnje, tako da bi bil prevod na voljo potem v začetku leta 2024. Ampak to pa še ne pomeni, da bomo lahko takrat to tudi že uveljavili. Oziroma, naš načrt je, da bi uveljavili na tistem delu, kjer je naša ingerenca, da tako rečem, kjer smo sami partner, torej na področju klasifikacije smrti. To je naš posel in mi bi lahko potem že po novi klasifikaciji smrti klasificirali. Zdi se nam prav, da to naredimo čim prej. Smo pa na drugi strani tudi vezani na Evropsko unijo, tako da moramo tudi to paziti, če ostale članice ne bodo pripravljene, ne že nakazujejo, da še ne bodo, čeprav jaz upam, da vsaj pri smrtih, da bodo pohitele. Finska, na primer, predvideva, da bo najmanj 5 let trajalo, preden bo lahko to uveljavila. Skratka, želim sam povedati, da je to zelo dolgotrajen proces. Pri nas je to komplicirano še za eno drugo stvar. Z drugo stvarjo se opravičujem. Namreč mi uporabljamo za vrednotenje storitev, ki jih opravljamo v okviru bolnišnične dejavnosti, tako imenovan sistem primerljivih primerov. Ampak teh primerljivih primerov nismo izdelali sami, temveč smo kupili avstralsko rešitev. Avstralska rešitev ni samo pri nas, tudi nekatere še druge države uporabljajo, je dobro domišljena in tudi, kar je bistvenega pomena, ta ekipa, ki dela na tem v Avstraliji, tudi skrbi, da stalno posodablja, da dodaja nove storitve, nove diagnostične postopke, terapevtske postopke, tako da dejansko so uporabniki, torej naše bolnišnice, relativno zadovoljni s tem. Predvsem je pa to osnova za plačilo. Tako da mednarodna klasifikacija ni osnova zgolj za statistične analize, kot je bilo to prej, recimo do leta 2004, ampak je sedaj uporabljena tudi za vrednotenje zdravstvenih storitev. To pa pomeni, da moramo v bistvu celoten zdravstveni sistem pripraviti na to, da bodo lahko to prevzeli takrat, ko bodo Avstralci to pripravili. Mi imamo še v naslednjem tednu, v naslednjem tednu ali pa tednu zatem iščemo termin, da bi se z avstralsko ekipo dobili, da vidimo, kako daleč so oni s tem. Tako da
da bo uveljavljen ta proces ali pa uporaba mednarodne klasifikacije bolezni in stanj, 11. verzija, bo trajalo še kar nekaj let. To pa zdaj ne pomeni, da bomo še naprej vztrajali pri tem, kar imamo. V bistvu, če sem prav razumel, gre za to, da se transspolni ljudje ne strinjajo z pozicijo, kjer je zdaj pač opredelitev njihovega stanja. Moram poudariti, ne gre zdaj za bolezen, gre za stanje, ampak to stanje je nekako uvrščeno tam v skupino duševnih motenj in to je tisto, kar prav gotovo ne želijo, da tako ostane. In glede na to, da je zdaj tukaj že 11. klasifikacija v veljavi, iščemo mi zdaj načine, kako bi predčasno začeli uporabljati to novo klasifikacijo v tem delu. Mi menimo, da če bi s tem interdisciplinarnim konzilijem navezali stike in se z njimi pogovorili, da bi bilo to relativno nezahtevna naloga in da bi uspeli to narediti. Se pravi, v tem primeru bi pač dodali v ta naš šifrant, to je pač nekaj, s čimer mi upravljamo, tako da tu lahko še kaj zraven dodamo, je sicer zelo nekonvencionalno, ampak je tudi to, kar situacija sam ustrajati zdaj samo zaradi tega, ker pač imamo še staro verzijo, je pa tudi nesmiselno. Tako da bi želeli to urediti prej, predno bo prišlo do prevoda slovenskega in prej, predno bo prišlo do veljavitve to v zdravstvenem sistemu. In tako kot smo se pogovarjali z sodelavci, to ne bi smel biti večji problem. Vam pa v tem trenutku ne morem zagotoviti, kdaj bo to narejeno. Ampak jaz si bom osebno prizadeval, da bomo to rešili v kratkem času, tako da bi že z novim letom lahko uporabljali v tem delu klasifikacijo MKB 11. To je pač naš prispevek. Hvala. V redu, hvala. Mogoče sem eno pojasnilo za vse, zakaj je pomembna ta razlika med 10. in 11. mednarodno klasifikacijo bolezni, zato ker številka 11 prinaša depatologizacijo transspolnosti. Skratka, kot ste rekli, zdaj trenutno transseksualizem opredeljen kot duševna motnja, po novi temu ne bi bilo več tako. Tako da to je zdaj ta ključna zadeva iz našega vidika. Prihajamo k ministrstvu, ki mu je zagovornik izdal priporočilo, ki ima precej alinej. Helena Valas, prosim za odziv na priporočilo, za pojasnilo, kaj je bilo do zdaj storjenega, kakšni so načrti za naprej, morda tudi pomisleki oziroma ovire. Izvolite. Hvala za besedo. Tudi hvala vsem, predvsem zagovorniku, za povabilo in tole izčrpno poročilo, ki ste ga pripravili. Mogoče bi za začetek najprej pojasnila, zakaj sem tukaj. In sicer je v letu 2019 je bila imenovana medresorska delovna skupina za pravno priznanje spola, katere naloga je bila, da preuči to vprašanje in ureditev v Sloveniji in v primerljivih evropskih državah. Delo je bilo zaupano našemu ministrstvu in medresorska delovna skupina je tudi v času covida zasedala, zbirala podatke in 2021, marca meseca, smo izdali eno gradivo oziroma poročilo o delu te medresorske delovne skupine, ki je imela v bistvu 3 sklope. Eno je bilo primerjalno stanje ureditve v drugih državah, potem stanje v Sloveniji, vključno za statistiko medicinskih in pa pravnih sprememb spola, in pa zaključne ugotovitve, ki so pač zelo pomembne tudi za nadaljne korake. Delovna skupina je v svojem poročilu, mogoče še da povem, da so bili zraven Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje. Delovna skupina je v zaključku oziroma v tem poročilu pregledala tudi statistiko vseh primerov od leta 2005 naprej v Sloveniji. Potem smo se seznanili tudi z načinom, kako pride do medicinske spremembe spola.
Strinjamo se, da postopki niso poenoteni, to, kar je ugotovil tudi zagovornik. V zaključkih pa je delovna skupina izdala 3 možne scenarije oziroma 3 priporočila. Eno je to, ki ga se zdaj tudi povzema naš zagovornik, da bi se pač celotna področje uredilo z enotnim zakonom, ki bi uredilo tudi vse odprte alineje. Drug zaključek, do katerega je prišla naša skupina, je, da bi lahko posodobili oziroma prilagodili že obstoječe zakone, predvsem zakon o matičnem registru in pravilnik o matičnem registru, ki urejata to vprašanje. Tretje pa je, da bi se, to je pa pač najmanjša sprememba, je pa, da se samo natančno opredelijo protokoli postopanja v primeru obravnave transspolnih ljudi. Priporočilo, ki ga je zagovornik izdal, naše ministrstvo še ni udejanjilo, predvsem zato, ker je najprej seznanilo vsa pristojna ministrstva z delom medresorske delovne skupine z zaključnimi ugotovitvami. In v tem poročilu oziroma dopisu, ki je bilo poslano ostalim ministrstvom, se naše ministrstvo seveda izjavlja, da se ne čuti sistemsko pristojnega in da bi za ta področja morala poskrbeti ustrezna ministrstva. Tako da zaenkrat pač čakamo, kakšna bo odločitev ostalih. Dobili še nismo odgovorov od teh ministrstev, oziroma v naslednjem koraku bo verjetno vlada morala odločiti, katero ministrstvo je pristojno, da pač celostno uredi področje pravnega priznanja spola. Tako da zaenkrat pač potrudili smo se, dokjer je šlo. Kako bo šlo pa naprej, bomo pa tudi z vašo pomočjo, po moje, videli kar kmalu. Velja, hvala za enkrat. Nadaljujemo z Ministrstvom za notranje zadeve, ki mu je zagovornik izdal 2 priporočili. Spoštovana doktorica Mozetič, izvolite, beseda je vaša. Kako ste se do zdaj soočili s tem izzivom? Hvala za povabilo in pač z moje strani pozdrav temu poročilu zagovornika načela enakosti. A lahko bolj na glas? Zdaj, Ministrstvo za notranje zadeve je nosilec zakona o matičnem registru in pripadajočem pravilniku, ki omogoča tudi to, da se v registru spremeni v bistvu podatek, ki se nanaša na spol. In obe priporočili zagovornika se v bistvu nanašata nekako na ta postopek. Je pa v bistvu stališče MNZ-ja, da ni zdaj to zakon, ki bi nekako celostno urejal pravico do izvrševanja, pravice do spolne identitete. Zdaj, mogoče preden bi šla čisto konkretno na stališča do teh priporočil, lahko predstavim kratko statistične podatke, če je interes za to. Zdaj, matični register se je začel voditi maja 2005, bilo je v bistvu predtem so obstajale matične knjige in tudi v teh se je lahko spremenil podatek o spolu. In sicer tam do 2005 je bilo takih primerov 15. Od leta 2005 do 2014 pa smo imeli teh primerov približno 2 na leto, s tem, da v zadnjih letih število teh postopkov narašča, tako da v lanskem letu jih je bilo že 31 in letos do konca septembra 29. Tako da v zadnjih 17 letih je teh primerov oziroma teh postopkov spremembe tega označevalca v matičnem registru bilo 155. Zdaj, v večini primerov je šlo za spremembo ženskega spola v moškega in sicer v dobrih 68%, obratno pa v dobrih 31%. Zdaj, če pogledamo še starostne skupine, največ je teh postopkov v starostni skupini od 18 do 30 let, teh je kar 62%. Naslednja je starostna skupina do 18 let, kjer je teh postopkov 15%, in 30 do 40 let je 14%. Da v bistvu ni zdaj velika teh primerov. Zdaj, prvo priporočilo se nekako nanaša na odpravo krajevne pristojnosti, kot velja po zakonu o splošnem upravnem postopku, se pravi krajevno pristojnost bi bile tiste upravne enote, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče. V bistvu to priporočilo seveda pač je smiselno, da posameznike ne bi odvračalo od tega, da pač začenjajo te postopke zgolj zato, ker bi lahko se ta osebna okoliščina v bistvu razkrila v nekem njihovem lokalnem okolju. Zdaj, zaradi tega v bistvu MNZ pač podpira to in bila je tudi v bistvu pripravljeno vladno gradivo, ki je ravno danes šlo na vlado, tako da bo v bistvu uredba o upravnem poslovanju uvedla in realizirala to priporočilo.
Zdaj v bistvu drugo priporočilo pa se nanaša na to, da bi bili ti postopki brezplačni. Trenutno znaša za ta postopek upravna taksa 22,6 evra. Tako da tudi v bistvu glede tega ministrica za notranje zadeve nima v bistvu nekih zadržkov, da bi pač upravna taksa se v teh primerih ne plačevala, da bi bila pač to v bistvu vsaj neka simbolna gesta v tej smeri. Hvala tudi za statistične podatke. Zanimivo. Gospod Jure Trbič iz Ministrstva za javno upravo, izvolite. Priporočilo je eno samo, pa verjetno lahko komentirate še tudi to vprašanje odprave brezplačnosti oziroma vi ste pravzaprav delili informacijo z nami, da je danes uredba o upravnem poslovanju spremenjena. Izvolite, beseda je vaša. Tako, hvala za besedo. Dobrodošli in dobrodošle. V čast mi je tudi hvala za vabilo na okroglo mizo. In ja, zdaj za naše ministrstvo je prišlo eno priporočilo, ki ga definitivno bomo uresničili. Marca letos je pravzaprav marca letos je že potekala neka komunikacija na to temo in ni se še izvedlo, vendar pač iz razlogov, ki so se zgodili po marcu, ampak definitivno se bo, ker seveda to je pomembna stvar. In druga stvar, na katero se lahko pravzaprav navežem, je prvo priporočilo, ki je bilo za kolegico oziroma za Ministrstvo za notranje zadeve, kot je tudi omenila, ravno danes pravzaprav je tudi na vladi, spremenila se je 83. člen uredbe o upravnem poslovanju, ki govori o krajevni pristojnosti, tako da bo zdaj ta odpravljena v teh postopkih ravno z namenom, da se pač, če smem tako reči, majhen korak naredi tudi v pravo smer. Moram reči, da sicer prej smo malo o tem poklepetali, so bili odzivi večji kot mali korak, kar me zelo veseli, ker mislim, da je, če smem iz strogo formalističnega vidika zdaj reči, malo v narekovajih, stranka je stranka, človek je človek in vsaka diskriminacija v tem pogledu je popolnoma nesprejemljiva. Tako da iskreno, veliko več nimam za povedati, ker tukaj lahko da naredimo piko. Jaz bi samo dodala to pojasnilo, da bo razumljivo. Se pravi, govorimo o usposabljanju upravnih delavcev, ki se z strankami soočajo pač v vsakdanjem življenju, na okencih. Govorimo tudi ne samo o razumevanju vprašanja transspolnosti, ampak tudi o načinih zagotavljanja diskretnega postopka. Ne? Ja, hvala za dopolnilno vprašanje. Pravzaprav govorimo še celo širše, tukaj na pravzaprav predlog zagovornika in s čimer se strinjamo, ne le upravnih delavcev, tudi pravzaprav strokovno podpornega osebja, varnostnika na primer in podobno. Tako da tukaj bomo definitivno veseli tudi vsebinskih inputov, ker pač sami pravzaprav se s tem področjem seveda ne ukvarjamo. Je pa seveda to pomemben vidik. In ker ste prej že omenila, da na nekaterih upravnih enotah se zagotavlja ali se ne, zdaj tukaj seveda smo tudi omejeni oziroma so določene upravne enote omejene z, kako bi rekel, prostorskimi omejitvami, vendar je pa predvsem so stvari v glavah in na tej točki pa mislim, da je in volja in pot, da se te zadeve začnejo premikati v pravo smer, kjer ni diskriminacije. Odlično, hvala za te dobre novice. Hvala za vaša pojasnila. Pravzaprav lahko kar odpremo razpravo, ker se mi zdi, da bo nekaj interesentk dvignilo roke. Torej vas vabim, da se pridružite tej razpravi. Lahko postavite vprašanje gostom oziroma razpravljate na način, da podate neke komentarje in predloge in sugestije. Izvolite. Dobar dan. Jaz sem Lea Emar iz zavod Transakcija, pač je edina zavod, ki se sistemsko ukvarja z transspolnostjo v Sloveniji. Me zanima, pač imam eno opazovanje in vprašanje posledično. Vidim, da je konzil ni tukaj in slišim tudi, da pač
je vprašanje za sodelovanje. Jaz se sprašujem, na koga se lahko obrnemo, če konzil nekako pokaže neinteresa za sodelovanje na te stvari. Torej, najbrž je to vprašanje za nas, Za vse, predvidevam. Hvala za vprašanje. Ja, to pravzaprav se tudi mi sprašujemo. Vabilo je bilo poslano, komunikacija je bila vzpostavljena, nenazadnje je bil konzil tudi vključen v našo poizvedbo, ko smo še pisali, pripravljali to posebno poročilo. Pravzaprav nimam bolj določnega odgovora. Mi bomo pri zagovorniku poskušali seveda tudi to vprašanje sodelovanja z temi tovrstnimi zdravstvenimi ustanovami temu še nameniti več časa in prizadevam, da bo ta dialog seveda bolj intenziven, bolj stekel. Tako da pozdravljam tudi to, kar ste, dr. Eržen, prej omenili, se nekako pridružujem. Mi jih malce tudi osebno poznamo, tako da bomo mogoče lažje prišli do njih, ampak vsaj kolikor jaz poznam te ljudi, so to čist korektni ljudje in po moje zgolj slučaj, da danes nobenega tukaj ni. Ker so vsi tudi zelo obremenjeni z delom, saj ta predsednica, taki vodi, Oto Repec, ona vem, da ima ogromno stvari, tako da po moje bolj to, no, ampak bomo videli, no, mi bomo se z njimi povezali, tako da bomo že znali pritisniti na pravi gumb, če bo potrebno. No. Bi pa, če lahko, ko sem ravno pri besedi, se je zagovornik je tudi predlagal, da ministrstvo, da zagotovi dostopnost do različnih teh storitev na specialističnem nivoju. Jaz bi to vseeno rad opozoril na eno posebnost ali pa na kaj je tudi potrebno nujno pogledati. Zdaj, te storitve so velikokrat, ki jih potrebujejo transspolni ljudje, so včasih zelo specifične. Ne? In zadnja stvar, ki bi si jo želeli, je to, da nekdo samo vsakih nekaj let napravi kakšen postopek, ker potem je kakovost takega in tudi varnost takega postopka lahko zelo vprašljiva. Tako da, glede na to, da imamo v Sloveniji možnost čezmejnega koriščenja zdravstvenih storitev, je potrebno tudi to vključiti noter. Se pravi, ni važno, da imamo vse doma, važno, da imamo res dobro, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo. In ta konzilij seveda tudi natančno ve, kako ali pa kam usmeriti tega človeka, ne? Da res potem dobi tisto, kar je dobro. Ali pa verjetno tudi nevladne organizacije tudi dobro poznajo, kje so tisti centri, kjer imajo več izkušenj, ne? Tako da sej ne, da boste korigirali to poročilo, ki je odlično in ste ga super pripravili, ampak sam kot še eno dodatno informacijo treba tudi na to pogledati. No, tako da, ja, to sem hotel še deliti z vami. Hvala za pojasnilo. Mogoče še kakšno vprašanje? Sam trenutek. Hvala. Tokrat se bom malo drugače predstavil. Jaz sem Lin Julijan Koletnik, Amnesty International Slovenija. Sem pa do petka, torej par dni nazaj, 8 let in od leta 2014 bil ustanovitelj in vodja transakcije prve nevladne organizacije, ki specifično deluje na tem področju, na področju transspolnosti v Sloveniji. In imam v bistvu 2 komentarja, oziroma eno je malo tudi prošnja. Najprej bi se zelo zahvalil za statistike. Koliko opravljenih sprememb je, to tudi mi spremljamo. Mi je bil pa zelo zanimiv ta uvid v prav bolj glede demografskih podatkov. Zelo mi je bilo všeč, da ste izpostavili, da od leta 2014 je večja rast, ker ravno takrat smo mi začeli delovati in tudi mi opažamo, kako z delom nevladnih organizacij v bistvu veliko več ljudi sploh prejema informacije o ključnem postopku pravnega priznanja spola in tudi upa v ta postopek, zato tudi na vse vas apeliram, da dajte prosim čim več vključevati nevladne organizacije v vsa vaša prizadevanja, to je ključno. Bi pa glede vaših statistik eno zelo specifično stvar rad izpostavil, in sicer, ja, res je tako, kot ste rekli, da je 68% spremenilo podatek iz spola
podatek o spolu iz ženskega v moškega, ampak in ostali del v ženskega, ampak bi rad opozoril, da to je samo podatek o spolu v uradni kategoriji in da to ne enači se za spolno identiteto. Ker to se zna zelo hitro spregledati, v tem so tudi nebinarne osebe, marsikatera nebinarna oseba, sam sem med njimi, se odločimo za spremembo v skladu z tem, kar zakonodaja omogoča, ker pač presodimo, da je to najbolj varno za naše življenje ali pa nam nudi neko največjo zadoščanje, kar pa ne pomeni, da je optimalno, tako da se mi zdi, da to je ena pomembna opazka pri branju teh podatkov. Druga stvar pa, strinjam se z priporočilom, ki ga je v bistvu Nina prej predstavila, da bi bilo zelo pomembno, da je možnost, da se ime in podatek o spolu spremenita skupaj. Bi pa tukaj dodal, da iz prakse pa bi pa prosil, da to ne bi bilo edino priporočilo, zaradi tega, ker zelo veliko ljudi hkrati ni sposobnih ali pa niso v okoliščinah, kjer lahko to hkrati zamenjajo. Zaradi tega, ker se zelo pogosto zgodi, da preprosto ali so premladi, ali nimajo, ne vem, so mladoletni, pa nimajo podpore starša za spremembo podatka o spolu, imajo pa podporo za spremembo o imenu in recimo ogromno ljudi ta sploh ime spreminja, ali pa še sami niso prepričani zares, ali pa so nebinarne osebe, pa jim ne ustreza ta možnost. Res opcije veliko, ampak v bistvu iz praks bi rad povedal, da zelo veliko trans oseb spremeni najprej tudi samo ime in jim je to zelo pomembno in da se to dogaja sploh na obdobjih prehoda iz ene oblike izobraževanja v drugega, torej ob vpisu v srednjo šolo ali pa na fakultete, zato da lahko ljudje varno vstopijo s temi podatki, tako da se mi zdi super, da bi obstajala ta možnost, kjer je to lahko v enem postopku, ampak da bi pa obstajala pa tudi možnost ločenega, ja, ker to bi zagotavljalo neke širše pogoje za odločanje in za zagotavljanje varnosti. Ker pač eno je, da obstaja postopek za osebe, drugo je pa, a so one v varnih okoliščinah, kjer si lahko dejansko dovolijo vse te postopke. S tem bom zaenkrat zaključil, hvala. Ja, hvala. Torej, upozorilo je, če gremo v spremembo in v zagotovitev enotnega postopka, hkrati tudi ohranimo možnost ločenega postopka zaradi razlogov, ki so bili pojasnjeni. Hvala. Mogoče še kdo? Kakšen komentar, vprašanja? Mogoče jaz. Izvolite, gospod Trbič. Če smem, pod pristojnost našega ministrstva sodijo tudi nevladne organizacije kot takšne. In nenazadnje ta vlada je že prej napovedala in tudi ima v koalicijski pogodbi, da se spodbuja tako civilni dialog, sodelovanje javnosti v pripravah politike in podobno. Pa bi morda se zahvalil nevladnim organizacijam tudi vam na vašem področju in seveda tudi drugim, ker področje ni ravno naše, ampak nevladništvo in civilna družba kot takšno pa. In upozoril morda v kratkem bomo objavili tudi 2 razpisa za podporo nevladnim organizacijam. Eden je match funding v smislu za kakšne evropske projekte, da damo slovenski del, drugi je za financiranje zaposlitev mentorjev za prostovoljske organizacije, tako da tudi vi vabljeni. Hvala. Še kakšna želja iz publike? Lepo pozdravljeni vsi, moje ime je Lija Bordon. Možno je, da ste me v zadnjem času zasledili v medijih. Namreč sem transženska, naredila sem tranzicijo v letošnjem letu, pravno formalno sem jo zaključila 4.7. In sem izredno vesela. Najprej bi se zahvalila sogovorniku za pripravo res tako izčrpnega in pomembnega poročila. Z vsemi predlogi, ki jih je podal sogovornik, se jaz absolutno strinjam. Namreč lahko s prve roke potrdim večino teh ugotovitev, ki jih je zagovornik ugotovil in priporočila, ki jih je dal, so absolutno smiselna. Bi pa mogoče še iz svoje izkušnje podelila par stvari, ker zagovornik je bil seveda v poročilu previden. Zdaj jaz sama, ko sem šla skozi ta postopek, imam mogoče
še malo bolj intenzivno izkušnjo samega tega postopka. Žal mi je, res mi je žal, da tukaj nimamo predstavnikov Ministrstva za zdravje in pa interdisciplinarnega konzilija, ker pri teh dveh je mogoče prostora za izboljšave in napredek največ. Bi želela verjeti dr. Erženu, da niso mogli priti, ker nimajo časa, ampak me skrbi, da je ta odsotnost pač odraz tega, kar je tudi zagovornik načela enakosti ugotovil v svojem poročilu. Namreč dostopnost do storitev, skozi katere moramo iti, hočeš nočeš transspolni v Sloveniji, je izredno slaba. Na papirju imamo stvari dokaj dobro urejene, težava je potem v praksi. Težko prideš do specialista, težko prideš sploh do psihiatra, ki je prvi, s katerim prideš v stik. Vam dam samo en banalni primer. Jaz bi morala imeti 15. septembra obravnavo pri dr. Ahnetovi. Čeprav sem šla že skozi postopek, sem si želela ohraniti nek stik z interdisciplinarnim konzilijem, ker si zares želim pomagati tudi s svojimi izkušnjami in nekako stvari poriniti naprej, da bi bilo drugim lažje. 9. septembra sem ji napisala e-mail s prošnjo, če lahko termin prestaviva, ker sem bila tisti teden 15. septembra v tujini, službeno odsotna. Do danes nisem prejela odgovora na svojo prošnjo, če bi lahko dobila nov termin v mesecu oktobru. Danes sem ji poslala še enkrat po mesecu dni prošnjo, dobila sem odzivnik na e-mailu istega, kot sem ga dobila 9. septembra. Do ljudi, ki so člani interdisciplinarnega konzilija, ne prideš. Ne prideš po telefonu, ne prideš po mailu. Skoraj da za vse to velja. Tista druga stvar, ki je pa mogoče še bolj pereča za nas, ki smo v postopku tranzicije in mnogi se zataknejo točno tu, je pa to, da nimamo jasnih smernic. Nihče, ki vstopi v postopek tranzicije, ne ve čisto točno, kateri koraki ga čakajo, kdaj bo posamezen korak lahko vstopil, kako bo šlo naprej. Čeprav je konzilij interdisciplinarni, sestavljen iz več strokovnjakov, je tista prva in zadnja odločitev v roki dveh psihiatrov, med katerimi je večinoma pač velika odsotnost in preprosto ne veš niti, kam bi se obrnil in kako te čaka, kaj te čaka. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker transspolni smo navadni ljudje, živimo, ne? Imamo svoje službe, imamo družine, imamo pač življenje tako kot pa čisto vsi ostali. Z eno veliko hibo, zakomplicira se nam do skrajnosti, ker moramo poleg tranzicije, skozi katero je treba iti in je izredno mučen postopek, tako na čustveni kot tudi na čist psihološki in pa življenjski ravni, kupico težav še zaradi odločitev konzilija, ki so žal pač nejasne, ne veš, kaj te čaka, ne veš, kdaj boš prišel skozi. In če povem svoj primer, jaz imam to srečo, da sva s mojo ženo ostali skupaj in sva verjetno edini par, ki je ostal poročen. Mi smo morali zaradi pač nasprotovanja okolja, v katerem smo prej živeli, zapustiti domače okolje, se preseliti, si urediti življenje na novo. Zdaj, če ste se kdaj selili, sami veste, koliko je težav samo za eno selitvijo. No. Če si zamislite še, da morate zraven si urediti življenje čisto iz ničle še enkrat na novo, ker ste izgubili praktično bazo, v kateri ste bivali, prešolati otroke, najdete ustrezno mesto, kjer boste živeli. Poleg tega pa načrtovati neke korake, ki so pri otrocih več ali manj vezane na čas počitnic, ker se ne moreš, mislim, zelo težko se izseliti kar sredi leta in menjati šolo. Potem je treba en kup načrtovanja in logistike. Ne, in zdaj jaz sem imela strahotne težave z konzilijem, ker enostavno ni bilo posluha. Nihče me ni razumel, da jaz ne morem čakati, kdaj se bo konzilij dobil, kako se bo dobil, ali bom dobila pozitivno mnenje, ne bom dobila pozitivnega mnenja, ni bilo smernic, na podlagi česa se sploh kdo v konziliju odloča, kakšna bo njegova odločitev. Preprosto je stvar nedorečena in arbitrarna. Jaz ne želim posegati v strokovne odločitve posameznega zdravnika, ampak v vsakem medicinskem postopku so neke smernice, za vsaki medicinski postopek se ve, kateri koraki te čakajo, in če nič drugega, imaš pravico do drugega mnenja oziroma izbire izvajalca, če pri trenutnem izvajalcu stvari ne potekajo tako, kot je treba. Tukaj, kjer so največje življenjske spremembe, kjer se ti življenje obrne na glavo, kjer se ti sesuje dobesedno cel svet, kjer moraš zelo garati za to, da najprej sebe sprejmeš, sebe postaviš na noge,
si poskušaš socialno tranzicijo ohraniti čim več svoje socialne mreže, kar je izredno riskantno, lahko ostaneš brez vsega, se ukvarjaš potem še z nekimi nesmisli, žal druge besede ne znamo uporabiti, v postopkih, skozi katere je treba v konziliju, ne da bi sploh vedel, na kaj se lahko oprimeš in na koga se lahko nasloniš. In če lahko apeliram v bistvu na vse tukaj prisotne, pa še enkrat rečem, žal mi je, da tistih, ki bi to morali slišati, tukaj ni, bi res prosila, da jaz sem že skozi, ne, ampak za mano je kupica nekih ljudi, ne, mi govorimo tukaj o 0,5% prebivalcev Slovenije, to se pravi, mislim, da v poročilu piše, da jih je 107 bilo do junija lani v postopku, to se pravi, vsaj še 6,000 jih je, ki se niso še mogoče uspeli razkriti, nimajo poguma, skozi postopek bodo morali. Dajmo narediti te postopke življenjske, dajmo narediti te postopke takšne, da ljudje ne bodo obupavali še zaradi tega, ne? Ker jaz sem bila velikrat na nitki, socialna tranzicija je krvava, res je krvava. Srečaš se s težavami, za katere si ne znaš niti predstavljati, da obstajajo. Ampak da se pa boriš potem proti še nekemu telesu, nekemu organu, ki naj bi bil tukaj zato, da ti pomaga, se mi pa zdi popolnoma nesprejemljivo. Ne? Tako da res apeliram na vse tukaj prisotne, ki imate kakršnokoli možnost vplivati na to, da se zadeve spravijo na neko točko, kjer bodo pregledne, kjer bodo vnaprej tako definirane, da posameznik, pa mu dajmo reči pacient, ve, kaj ga čaka, skozi kaj je treba, na koga naj se obrne, in da bo lahko tak posameznik si svoje življenje ob tem načrtoval in da bo imel v tem konziliju podporo, ne pa ene ogromne ovire. Hvala lepa. Hvala, Lija, za to tvoje, se upravičujem, ker se tikava, ampak se pač poznava, za to tvoje pričevanje in za to potrditev, da je zagovornik pravzaprav zelo dobro zaznal težave. Ja, to je samo še dokaz več, da imamo še veliko izzivov pred sabo. Hvala. Mislim, da je še nekdo se javil k besedi. Izvolite. Ja, jaz bi v bistvu rad dodal temu, kar je Lija, ki je relativno kratek čas prisotna. Jaz sem pa od leta 2014 poskušal komunicirati s konzilijem in zelo so mi bile všeč vaše besede, doktor Eržen, in vaša pripravljenost, sploh na poskus hitrejše implementacije tega, kar ljudje živimo. To zelo pozdravljamo in je zelo redko, v bistvu prvič slišim kaj takega. Bi pa res rad ponovno poudaril, da je komunikacija s konzilijem konstanten problem. To ni problem danes, to je problem že od vsega začetka in tukaj v imenu vseh možnih nevladnih organizacij, ki nas transosebe ganjajo ali pa v katerih smo transosebe, apeliram na vse vas in na zagovornika, da se vzpostavi neka komunikacija z njimi. Samo za primer, kako je to sploh šlo, kako konzilij sploh je postal formaliziran, je zaradi tega, ker smo mi kot transakcija leta 2018 na našem rednem letnem shodu začeli zbirati podpise za formalizacijo konzilija, jih oddali na Ministrstvo za zdravje in potem se je ta leto pa pol kasneje formaliziral. Sklenil se je dokument, v katerem piše, da se zavezujejo, da bodo z nevladnimi organizacijami imeli 2 sestanka letno. To se ne dogaja. Zadnji sestanek bi mogel biti, sem se našel v tem 21. septembra ob 14. uri, mi smo vsi čakali, ponavadi je to vedno po internetu, ni prišel ne e-mail, da ga ne bo, nič. Pač komunikacije ni, to je stalna praksa. In tudi vse, kar je Lija povedala, je njim že bilo sporočeno z naše strani, mnogokrat. In vedno pride nazaj odgovor, da trans osebe preveč jamrajo ali pa kaj takega. In preprosto zadeva je tako resna zdaj, jaz sem tudi vedno zelo pazljivo govoril o tem v medijih in v javnih dogodkih, ampak zadeva je pa zdaj tako resna, da v bistvu imamo tu en kup ljudi, ki bi radi sodelovali in se pogovarjali nekoga, ki je pa ključen, pa ni zraven in je res treba najti
nekoga drugega, s katerim se lahko pogovarjamo, ker področje ne more stagnirati, ne moramo si vsi dovoliti skupaj, da se človekove pravice dalje kršijo, zato ker se nekdo ne oglasi ali pa ne reče, ne morem delati tega, naj nekdo še drug. Ker to, da v bistvu se en tak monopol drži, pač ne more biti dopustno. No. In tudi najbrž ne v skladu z pravico do zdravja in še marsikatero. Teda, ja. Hvala. Še morda kakšen interes za razpravo, komentarje? Če ne, bomo zaključili ta pogovor. Izvoli. Ja, hvala lepa. Jelena, spoštovane sogovornice, sogovornika, spoštovani gostje za današnjo okroglo mizo. Dotaknili smo se prvega pravzaprav javnega pregleda implementacije priporočil zagovornika načela enakosti, ki so nastala ob sprejetju posebnega poročila. Zelo dragoceno sodelovanje pomeni, da je kar nekaj institucij resno pristopilo k temu vprašanju in da tečejo v teh institucijah procesi, da se torej o tem več govori, več razmišlja. Seveda pa nismo mogli mimo dejstva, da danes nekaterih sogovornikov, ki so bili tudi naslovniki našega priporočila, tukaj ni. Vsaj za Ministrstvo za zdravje lahko potrdim, da imamo naslednji teden sestanek in so se predstavniki za današnjo dogodek opravičili, kjer bomo temeljito odprli to problematiko in načrte nove posadke ministrstva na tem področju. Tako da bomo potem tudi sproti obveščali javnost o tem, kako se ministrstvo odziva na naša priporočila. Seveda se zahvaljujem vsem prisotnim, ki ste delili tudi svoje osebne izkušnje in vaše izkušnje kot aktivistov nevladnih organizacij. Zelo ste pogumni, govorite o zelo težkih vprašanjih, osebnih, intimnih, odpirate jih javnosti in s tem omogočate tistim, ki tega ne morejo in so sami v tišini, in tistim, ki nam ta izkušnja osebno sicer ni blizu, da več razumemo in tudi v bistvu si predstavljamo, kakšne situacije, kakšne izzive ljudje srečujejo. Tako da se zahvaljujem tudi za te dragocene prispevke. Kot rečeno, na začetku smo to srečanje posneli, zato da bi ga čim bolj transparentno omogočili vsem, ki danes niso tukaj fizično z nami. Še naprej pa povabim ob tej priliki vse, ki morda gledate ta posnetek, da se na našo institucijo obrnete z svojimi izkušnjami, po nasvet, pričevanji, kajti le govor in ne obračanje pogleda stran sta način, kako se lahko v družbi z določenimi vprašanji soočamo. Kadar tistega, česar nočemo videti, tistega gotovo ne bomo spreminjali in zato nekih napredkov in olajšanj ne bo. Hvala lepa še enkrat vsem in vse dobro vam želim.